Z današnjim shodom bi radi opozorili na namero vlade, da prepove gradnjo hiš v lastni režiji ljudem. Mi mislimo, da je ta prepoved nesmiselna. Za mnoge ljudi gradnja hiše v lastni režiji ni izbira oziroma ni nekaj, s čimer bi zaslužila, ampak je to nuja oziroma brez gradnje v lastni režiji sploh ne bi imeli hiše in mislimo, da je vladina namera, da s tem pomaga podjetnikom in obrtnikom povsem napačna. Mislimo, da če bo vlada ta ukrep, ta zakon sprejela, da ljudje ne bojo dajali dela gradnje obrtnikom in podjetnikom, ampak bojo ljudje enostavno jim bo preprečeno graditi hiše in da bo končni rezultat to, da se ne bo gradili več hiš, da ne bojo pomagali gradbinstvu, ampak bo enostavno še bolj posel zamrl. Ali lahko en posameznik sam zgradi celo hišo, vodoinštalacije, polaganje ploščic? Načeloma gradnja v lastni režiji ne pomeni, da en posameznik zgradi celo hišo, ampak samo, da ima lahko posameznik nadzor nad gradnjo svoje hiše in ta posameznik tako ali tako za bolj zahtevno dela vedno najema obrtnike. Malo jih boste našli, od večine samograditeljev, ki bo šli sami delati streho, ker taka dela so zelo kompleksna zadeva. Tako da to ni glavni problem. Glavni problem je, da imate vi svobodo graditi svojo lastno hišo, urejati dokumentacijo, izbirati vse v zvezi s tem. Poglejte, prihajam iz Štajerske, iz nove civilne družbe. Moj dedek je zgradil hišo na ta način z sosedi v vasi. Moj oče je gradil na ta način, a meni bo pa država zdaj prepovedala graditi hišo. Se pravi, jaz bom pa mogel najemati obrtnike, kompletno vse delati. Ne, na Štajerskem se hiše gradijo na ta način. Se pravi, kolega, da je bilo tudi prej treba najemati obrtnike? Ja, ampak če pogledate, kako so recimo vaši starši nekje na podeželju gradili hiše, vse hiše so bile tako zgrajene. Seveda za osnovna, največja dela se bojo vzeli obrtniki, recimo pri pokrivanju streha, ampak vsa tista stražaška dela, vsa tista pomožna dela, kdo so upravljali? Sosedje. In temu protestiramo. Danes protestiramo s tem miniaturnim protestnim shodom. Vkolikor nas država ne bo slišala, bomo stopnjevali pritisk in bomo združili več civilnih iniciativ, več ljudi in država bo mogla nam prisluhniti. Kaj pa pravite na to, da vlada želi s tem preprečiti delo na črno? Poglejte, delo na črno s tem sigurno ne bo preprečeno. Naj se loti država problemov in denarja tam, ko je potrebno, ne pa pri ljudeh, ki ne morejo priti do stanovanja. Kako bojo danes družine prišle do stanovanja? Stanovanj država, občina ne deva. Sedaj jim je onemogoča, da si tudi sami zgradijo. Nekaj je narobe z vrednotami te države, nekaj je narobe. Glejte, medsosedska pomoč združuje ljudi, država pa to preprečuje. Mogoče lahko v delu na črno povemo to, da delo na črno ima druge vzroke, kot je gradnja hiš v lastni režiji. Glavni vzrok dela na črno je visoka javna poraba, ki se zrcali v visokih davkih. Ljudje delajo na črno zato, ker so že do vratu obdavčeni in če ne bi delali na črno, se enostavno ne bi mogli privoščiti tega. Dejansko bi ta zakon z svojo veljavo naredil veliko krivico mladim ljudem, ki si ne bi mogli dejansko sosedi pomagati pri izdavi hiše. In to pomeni, da dejansko bi s tem bilo toliko manj stanovanj za mlade družine, kar bi bilo sigurno za Slovenijo slabo. Pa vlada pravi, da želi s tem rešiti gospodarstvo. S tem gospodarstva ne bomo rešili. Mi moramo gledati na tehnologijo, naša tehnologija je na psu. In ko bomo mi tehnologijo rešili, bomo tudi rešili produktivnost in tudi izvoz in bojo naši izdelki toliko cenejši. Kaj je narobe z medsosedsko pomočjo? Ta vendar združuje ljudi. Nekaj je narobe z vrednotami države, če država onemogoča sodelovanje ljudi, delo pri hiši in gradnjo hiše. Kako bojo mladi danes prišli do stanovanj? Stanovanj vendar ni. Država oziroma občine ne ponujajo stanovanj. Kreditov ni. Kako si predstavljajo, da bojo mladi ustvarili družine? Z tem zakonom vsekakor ne. Moj ded je zgradil hišo z medsosedsko pomočjo. Moj oček je zgradil hišo na ta način in država sedaj meni to prepoveduje. Ne strinjamo se s tem načinom in naredili bomo vse, da do tega ne bo prišlo. Mi se danes tukaj nismo zbrali, da bi od vlade zahtevali javni denar. Nismo se zbrali, da bi od vlade zahtevali, da karkoli prepove drugim ljudem. Nismo se zbrali niti, da bi ohranili kakšno svojo ugodnost.
Mi smo se zbrali zato, da obranimo svojo svoboščino, da smemo graditi svoj lasten dom. Spoštovana vlada, pozivam vas, da opustite svojo namero in da ta predlog umaknete. Spoštovani poslanci, če vlada svoje namere ne opusti, vas pozivamo, da glasujete po svoji vesti in zakon zavrnete. In spoštovani državni svet, če bo ta zakon sprejet, vas pozivamo, da vložite veto nanj. In če tega predloga ne bo zaustavil nihče, ga bomo zaustavili mi. Hvala lepa.